Gledate oddajo Klepet ob kavi. Kis, zagotovo ga imate doma. Ali veste, kaj vse lahko iz njega pripravljate? Mnogi se tega ne zavedamo, kajti zares ogromno receptur z področja lepote, čistoče in seveda tudi zdravja. Danes je v moji družbi Tanja, lepo pozdravljena, dobrodošla. Lepo pozdravljena. In vrsta različnih ekoloških kisov, balzamični, pa z granatnim jabolkom, pa vinski, pa jabolčni, skratka veliko vsega, ekološki seveda. Zdaj, kis je neverjetno vsestransko zdravilo, čistilo, lepotilo, ni da ni. Ja, v bistvu kis je namreč živa snov, ker kis vsebuje približno 90 aktivnih snovi. Se pravi, gre za živo tekočino, zato je tudi tako dobra tako v prehrani kot v kozmetiki in pa seveda lahko tudi čistimo in je čisto preprosto naravno čistilo. Wow, fantastično. Kadar ga uživamo, recimo, poznamo številne knjige, številne recepture, ki govorijo o tem, da lahko s tem in shujšaš in ne vem kaj vse živo si pozdraviš. Tako, vzele bova to kot neko preventivo. Vedno je dobro uporabljati naravne snovi kot preventivo, definitivno ne kot kurativo in da bomo zdaj kar čisto popolnoma drugačni, kot smo. To sigurno ne. Je pa res, da kis vsebuje od aminokislin, antioksidantov, mineralov, vitaminov, rudnin, vlaknin, zato je v bistvu tako dobro, da ga uporabimo tudi za uživanje. Za uživanje je zelo dobro, da uporabimo 1 merico kisa napram 6 meric vode. Aha, 1:6. 1:6, pijemo po žličkah. Pijemo lahko med obroki ali pred glavnim obrokom, če imamo pa zelo občutljiv želodec, mogoče tudi razjede na želodcu, pa ni priporočljivo, ker nam lahko postane slabo, ni priporočljivo pred obroki, ampak v bistvu po glavnem močnejšem obroku. In kis ko ga zauživamo, v bistvu skrbimo, da sproščamo iz telesa oziroma čistimo iz telesa toksine in pa strupe, hkrati skrbimo za naš ožilni sistem, ki je zelo pomemben, krepimo naše srce, kar je tudi zelo pomembno, tako da ima kar nekaj zelo prijetnih lastnosti pri uživanju. Recimo, če imamo boleče grlo, lahko uporabimo v deci kozarčku pol deci kisa z pol deci vode, pripravimo, bi rekli, eliksir, ali pa tonik, ali pa neko sredstvo iz kisa in potem to grgramo. In ker ima, v bistvu kis je tudi razkužilo, razkužuje, se pravi, izničuje naše, ko se naberejo pač bakterije in tako v bistvu skrbimo pač za boleče grlo. Potem pa ne rabimo izpljuniti, popijemo in v bistvu poskrbimo tudi potem za dihalne sisteme in pa za naš v bistvu celoten organizem. Wow, preprosto, učinkovito in nadvse uporabno v teh časih. Evo, v nadaljevanju bomo slišali še kar nekaj takih fint, takih trikov, tudi za napeto kožo, za aknasto kožo, pa proti neprijetnemu vonju, recimo stopal, pa za detoks, pa proti napitnenosti, skratka, marsikaj različnega. Vi pa boste danes, če se torej prijavite na naše brezplačne elektronske novičke, prejeli tudi knjigo Lepota, čistoča, prehrana, brezplačno, torej brezplačno bomo pošiljali knjigo na vašo elektronsko pošto, ampak gre samo za elektronsko zadevo in prijaviti se je torej potrebno preko klepetobkavi.si, newsletter oziroma elektronske novičke. V roku 3 dneh boste to prejeli številne torej recepte, lepota, čistoča in seveda zdravje. Tanja, če greva na kožo kot tako, kako je lahko kis in kater kis? Ker imamo jabolčni kis, imamo balzamični kis, imamo veliko različnih vrst kisov. Jaz sem kupovala na prema.si tele kise biodo, ker pomembno je seveda, da je ekološke kakovosti, to je neprimerljivo, a ne? Tako. Kako deluje pa tako navzven? Navzven. Začela bi z balzamičnim kisom, ki me je preprosto navdušil. V bistvu pravi balzamični kisi se nekje starajo do 10 let. So tako, ko pač v bistvu jih
Malo premešamo, premešamo, ne, kakor vino, ja. dejansko ostane kis na površini, kar pomeni, da je zelo, zelo gost, ker s staranjem v bistvu se ta kis močno koncentrira. Zakaj pa je balzamični kis tako posebno dober? V bistvu balzamični kisi so ponavadi v sodih iz več vrst lesa. In sicer je češnja, murva, kostanj in pa brin, to so osnove staranja balzamičnih kisov, zato dobijo potem tudi ta specifičen okus. Ker pa so kisi narejeni iz vinske note, se pravi vinskega kisa, imajo zelo bogato vsebino vitamina C, s staranjem pa pride tudi do izražanja vitamina B. In v bistvu je balzamični kis za vitalnost kože, za tonacijo kože zelo prijeten, ima tudi protivnetne in pa antioksidativne lastnosti, kar pomeni, da je priporočljiv za nego poškodovane in pa aknaste kože. Odlično. Kaj boš zdaj tukaj pripravila? Kaj iz balzamičnega kisa? Balzamičen kis smo hoteli pokazati. Balzamičen kis lahko uporabite ena čisto preprosta receptura in sicer ena žlička, se pravi kisle smetane, lahko jo nadomestimo z jogurtom, s kakšno drugo surovino, recimo medom, in potem dodamo eno žličko balzamičnega kisa. Napravimo si masko, damo masko na obraz, pustimo delovati nekje 20 minut. V bistvu maska bo nahranila kožo, napela, vidno se bo izboljšala tudi intonacija kože. Se pravi, ena žlička ekološkega balzamičnega kisa, tale bo še boljši, ima še granatno jabolko zraven. Tako, super. Fantastično. Kaj pa boš pripravila? Katero recepturo? Kar nekaj jih namreč je. Zdaj tako, poslužili se bomo, se pravi, jabolčnega kisa. Dobro. In pri negi kože bi izpostavila za vse tiste, ki imajo izjemno suho kožo, srbečo, lišajasto kožo, si lahko pripravimo čisto preprosto masko, poslužimo se večkratno uporaba je lahko, in sicer med, ekološki, poznate sigurno kakšnega soseda ali v okolici. Tako. In potem dodamo eno žličko jabolčnega kisa. Dobro. Zmešamo in nastane pač kot pasta. To pasto nanesemo na obraz, pustimo delovati 20 minut in izperemo. To je ena maska. Če medu ne prenesete, potem lahko to nadomestite z kislo smetano, grškim jogurtom, isto eno žličko. Daste na obraz 20 minut. Potem bi izpostavila detoks, če želite prečistiti svoje pore telesa, izločiti strupe, si lahko pripravimo kopel, v katero damo 2 merice kisa in v bistvu v tej kopeli smo nekje 20 minut. Če želimo še detoks, potem damo še eno merico soli in pač smo v kopeli 20 minut. V kopeli 20 minut, odlično. Proti neprijetnemu vonju stopal, kaj boš zmešala? Zmešamo pa, naredimo si pač kopel, damo vodo, damo 2 merici kisa, damo par kapljic eteričnega olja, jaz sem ga kar tako prinesla, čajevca. Čajevc ima protivnetno antibakterijsko delovanje. In v bistvu, kar dejansko ta kopel pomaga, je odstraniti bakterije, ki se nabirajo na stopalih in pa hkrati deluje tudi protiglivično, kar pomeni, da z redno uporabo, ni to takojšen rezultat, ampak z redno uporabo lahko reduciramo ta neprijeten vonj. Odlično, torej evo, če še enkrat pogledamo, kaj vse ogromno je teh receptur, tukaj spodaj jih lahko tudi vidite, sicer pa prijavite se na brezplačne elektronske novičke in boste prejeli celo knjigo Lepota, čistoča, zdravje, prehrana, vse te recepture. Mi pa danes torej ustvarjamo iz kisa balzamičnega, vinskega in seveda tudi jabolčnega. Torej, kar se tiče same nege kože, sva torej omenili zasijočo in napeto kožo, ena žlica kisa pa ena žlica medu, 20 minut. Aknasto kožo, mleti ovseni kosmiči, 1 do 2 žlice kisa, 20 minut.
Pa tudi pri problematični in aknasti koži je zelo dober balzamičen kis. Tako da si nanesemo eno žličko kisa za eno žličko vode, da ni premočno koncentrirano in to v bistvu damo na obraz in pustimo delovati 20 minut. Ok. Za mehke lase in lasišče brez prhljaja. Ja, to je tudi ena zelo luštna receptura, preprosta, pol deci kisa, pol deci vode, dejansko utremo v mokro lasišče, pustimo delovati 10 minut in izperemo s šamponom. Da ne bomo smrdeli kašus. Ne. V bistvu kis je alkalen. Se pravi, ko pride v stik z nami, z našo kožo, seveda ima malo močnejši vonj, vendar potem, ko izperemo lasišče, v bistvu se popolnoma nevtralizira. No, tole moram kar potrditi, kajti ravno včeraj sem dodala tudi kis za bolj mehke lase in absolutno deluje. Meni je občutek zelo všeč in zaenkrat mi še noben ni rekel, da danes smrdim, no, tako da to je v redu. Res je, res je. To je v redu. Torej, detoks kopel si rekla 2 deci kisa, 1 žlica soli pa eterično olje Ena in smo merica noter soli. 1 skodelica. Ja. Ok. Dodala si tudi za razdražen želodec proti napihnenosti 2 žlički kisa, 2 žlički ingverja, 1 čajna žlička limone pa deci mineralne vode. Lahko bi bil tudi med, ne? Tako, dejansko s tem spodbudimo naš prebavni trakt in tisti, ki imajo težave z zaprtostjo, je to ena zelo prijetna receptura. Spet ne za ljudi, ki imajo res ekstremno občutljiv želodec. Dobro, odlično. Zdaj pa, če greva na področje čistila. Meni se je že velikokrat zgodilo, da mi je nekdo razlagal, kaj vse je kupoval, kakšna agresivna sredstva, ki je imel gor vezir, pa ne vem, kaj še vse, pa je v bistvu šlo dol z nekim takim navadnim kisom oziroma z neko tako čist naravno fintico kot takšno. Kis se na področju čistil uporablja že zelo dolgo, ne? V bistvu so ga začeli uporabljati že v prvotnosti kot neke vrste čistilo in razkužilo različnih površin. Tako da s kisom resnično preverjeno lahko čistimo čisto popolnoma vse površine v našem domu. Eno tako univerzalno čistilo, iz česa bi ga pripravila? Univerzalno čistilo lahko pripravimo iz kisa in pa popolnoma nekje damo, če imamo pršilko, pršilka nekje pol litra, damo polovico kisa in pa polovico, se pravi, vode. Delamo z vinskim kisom, alkoholnim kisom, te dva sta mogoče malo bolj močnejša pri uporabi čistil. Poslužimo se lahko za čiščenje steklenih površin, za prečistiti v kopalnici od kadi do se pravi tuš kabine, čisto popolnoma vseh površin. Kis lahko dodamo tudi odtoku, če so neprijetni močnejši vonji, nevtralizira ta neprijeten vonj, tako da tudi za to lahko poskrbimo s kisom. Kaj pa ta finta, da daš kis namesto mehčalca? Absolutno. Poslužujem se že kar nekaj let in potrjeno lahko rečem, da ko damo kis v pralni stroj, v bistvu poskrbimo za mehčanje vode, s tem ni toliko, se losamo toliko kamna, vodnega kamna, hkrati pa je to fantastično mehčalo za perilo. Poleg tega pa tudi mucki, ki se naberejo na perilu, jih v bistvu odstrani, izniči kis. Tako da super zadeva za pomivalni, pa tudi za pralni, pa tudi za pomivalni stroj dejansko lahko dodamo kis in s tem ojačamo steklo. Aha, okej. Tako da lahko uporabljamo ali pa recimo grelnik vode, ponavadi v grelniku vode vedno se nabere izjemna količina vodnega kamna. In ko damo kis v grelnik in v bistvu pregrejemo, gre dol. Wow. Moram to vsekakor potrditi, sama pa ves čas vodo nalijem v steklenice in čez nekaj časa se veš, ne, niso več tako lepe. Dam noter kis, to gre takoj vse dol. Res. Kašus.
Tudi recimo če imamo kozarce od vlaganja ali pa od gorčice, recimo damo kis, pustimo nekaj časa, speremo, izniči, nevtralizira pač neprijeten von. Odlično. Zdaj, tukaj ne prava taka alkimistka si veliko stvari različnih si pripravila. Nam boš vsem pokazala, kako nekaj skup prelijemo, pa je to to? V bistvu bi naredila eno pasto, ki jo lahko uporabljamo za mikrovalovno ali pa za pečico. Predvsem, če želimo izničiti maščobo, ki se nabere. Super. Poleg tega pa tudi v pečici ali pa v mikrovalovki velikokrat je neprijeten von. Tako da zmešamo, damo kis, lahko dodamo tudi alkoholni kis, vinski kis, še boljši. Potem dodamo sodo bikarbono. To bo zdaj malo naredili reakcijo. Tako. No, lahko spremljamo, kako... Sodo bikarbono, v bistvu sodo bikarbone dodamo toliko, da nastane kot ena pasta. V to pasto dodamo še malček limoninega soka, čisto malček limoninega soka, in potem to osnovo nanesemo v pečico in pustimo delovati nekje, če je res intenzivno zamaščeno, potem do 48 ur. Če je manj, potem pustimo delovati nekje 24 ur, potem pa z mokro, mlačno krpico izperemo vsebino. Kaj misliš, da bi se zgodilo, če eno žlico pojem? Nič se ne bi zgodilo, mislim, vse bi bilo okej, ker imaš samo super snovi noter, se pravi kis soda bikarbona skrbi za naše boljše počutje, limonski sok pa prav tako. Tako da, če bi malo žličko popila, ne bi bilo popolnoma nič narobe. Dejansko pijem čistilo za pečico. Ampak je naravno in domače. Torej, kar lahko gre v nas, lahko gre tudi izven nas oziroma na naše površine. Fantastično. To je tisto, kar nam je seveda pomembno. Kako pa sicer pri hrani, daj mi povej, kater kis imaš ti doma? Na katerega prisegaš? Ponavadi prisegam na 2 in to je jabolčni in pa balzamični. Za mene najboljša kisa. Odlično. Tako da zelo imam rada kislo, tako da pri meni kis dejansko v mojem gospodinjstvu tako in tako zelo dobrodošel. Odlično. Evo, drage dame, danes ste ugotovile, kako vse si lahko pomagate s tako preprosto, s tako enostavno in na koncu tudi poceni sestavino, kot je torej kis za lepoto, čistočo, seveda tudi za zdravje. Bodite torej pozorni, da izberete ekološki kis, mi smo izbrali Biodo, nakupovali smo na prema.si in tam najdete res veliko stvari, predvsem pa vse ekološke in zelo visoke kakovosti, pa tudi fair trade in podobno. Skratka, to so stvari, ki jih izbiramo zase, zato ker se imamo rade. In kadar se imamo rade, potem seveda tudi, se boljše počutimo, boljše zgledamo vse. Smo v svoji polni moči. To pa je tudi naziv naše spletne delavnice, torej Ženska v svoji moči. Preverite jo na klepetobkavi.si, kjer najdete vrsto različnih predavanj, sploh zdaj za te čase, ker enkrat lahko gremo, enkrat se ne smemo dobivati, pol se lahko dobivamo in seveda imamo veliko obveznosti, zato lahko dejansko v temu času preživimo nekaj kvalitetnih minut ali pa ur našega življenja, pred ekrani pa dejansko dobimo kakšno fajn informacijo, ki nam pomaga v vsakdanjem življenju. Torej, še enkrat, kot smo rekli, v vsakem primeru vam bomo v roku 3 dni poslali Lepota, čistoča, prehrana, lepota, čistoča, knjižico brezplačno. Prijavite se torej na elektronske novice. Tanja Sluga, hvala za vse, kar si danes podelila in hvala, ker ustvarjaš tako krasne naravne izdelke, ki jih tudi poznamo. Hvala.